Takrat, ko smo se zvestno dogovarjali o tem projektu, se za Dramo SNG Ljubljana še ni vedelo, kam bo šla. Takrat jo je politika še malo razmetavala med Unionom, pa Cankarjevim domom, pa vse povsod. Jaz sem pa tako malo stara gospa, ki si je želela odra in cugov in frzenkov in vseh teh stvari, ki sem jih tako nekako vajena in ki se jih veselim. In tako smo potem prišli na to idejo, da bi morda pa gostovala Drama SNG enkrat v operi SNG. Ko smo to predlagali, Marko je to vzel z odprtim srcem in odprtimi rokami, za kar se mu še enkrat zelo zahvaljujem. In jaz ne bom kaj dost govorila o konceptu, zato ker, veste, mislim, Opera za 3 groše je izjemno zelo riskanten projekt, zato ker to je roko na srce silvestrska predstava, kaj ne da. Ljudje hodijo to gledati zaradi mekija noža, ne zaradi kritike kapitalizma in politike in korupcije in to vmesno polje med tem, da še najdeš to, za kar Brecht velja po svojem opusu in kar mi mislimo oziroma vemo, da je Brecht naredil z epskim gledališčem in V-efektom in tako naprej. Tega tle še ni čisto natančno razvil. Pisal je že, v material sam pa še ni točno položeno. Zato jaz pravzaprav o tem ne bi kaj zelo veliko govorila. Tisto, kar je Vesna že omenila in kar je zame največji blagor. Bom krivkala. In veselje in odgovornost. Tlele smo. Jaz takega zlitja med obema ansambloma v bistvu nisem pričakovala. Da se bodo operni tako zelo potrudili igrati in plesati in dramci tako zelo peti in plesati, si nikoli ne bi mislila, to je vse, kar imam jaz za reči. Malo sem utrujena pa, sorry. Ampak to je v bistvu, a veste, ponovila bom 107. isto stvar, ki sem jo tolikrat že lajala. Mogoče so 100%, so produkcijski pogoji povsod po svetu boljši kot naši. To, kako so naši odri neopremljeni, to, kako so naši budžeti smešno prenizki, to je zdaj že sramota, ki jo je po svoje brez veze govori zato, ker je zdravstvo isto, s šolstvom isto, se pravi, ne bom niti govorila o tem, kaj si jaz mislim o slovenskem javnem sektorju in tudi njihovih uradnikih, ampak je tisto, kar pa je definitivno dejstvo, ki ga bom rekla še enkrat zelo na glas in prosim, da se ga res objavi, to je moja edina misel, takega performativnega korpusa, igralskega ansambla, pevskega ansambla s takim žarom in navkljub vsemu ne poznam. In kadarkoli bi šli, kamorkoli, če bi kdaj politika za to dala denar, jih bodo poscali v velike na celi črti. Tako da, kar se mene tiče, hvala. Meni se zdi, da je pri tej predstavi tisto, kar so že vsi prej povedali, da lahko naredimo enkrat finale opere za 3 groše, ki ga ponavadi sploh ni, na dosti dramskih predstavah, ko ste opero za 3 groše videli prej, finala sploh ni bilo. In to lahko naredimo samo takrat, kadar imamo na odru tudi pevce, ki lahko to tudi odpojejo. In ko imamo v orkestrskem prostoru tudi glasbenike, ki so vešči igrati vse te stile in tudi lahko vse te inštrumente, ki so potrebni za izvedbo tega, igrajo. To je možno pri nas samo tako, kot smo si to zmislili, oziroma kot si je to zmislila Mateja s pomočjo obeh vodij. Zdaj, ker gre pri tej operi v glasbenem smislu za vpliv več stilov, dostikrat se izpostavlja plesni, pa jazz, pa ne vem kaj. Meni, ne glede na to, da je enemu komadu se reče foxtrot, drugemu se reče tango in tretjemu se reče šimi,
ampak se mi ne zdi plesna glasba najbolj bistveni termin za to, da označiš Weilovo glasbo. Meni se zdi, da je bolj važno, da je odkot ta glasba pride, izhaja iz Stravinskega. Model za to opero je zgodba o vojaku Igorja Stravinskega in on je naredil opero oziroma dramo, ki z glasbo, ki izhaja iz tega stila in začnemo pri Igorju Stravinskem, pri uverturi, potem gremo skozi obdobje 20 let prejšnjega stoletja Weimarske Nemčije, Comedian Harmonists kot najbolj znani predstavniki te smeri glasbe, pa ne samo oni, ampak mnogo drugih še. Potem je pa tisto, kar nas združuje, kjer to, kar mi počnemo tu, začne biti zanimivo tudi za vse na moji desni strani. In sicer so nadaljni stili te glasbe tudi opera in opereta, ali boljše rečeno opereta in opera, ker je opera potem na koncu. In ta aspekt Weilove glasbe pa Brechtove drame, ki je zame bolj važen kot pa džezovski elementi, ki jih je po resnici povedano v tej glasbi zelo malo. Se mi zdi, da je to bolj važno in mi poskušamo s tem konceptom predvsem podčrtati ta del tega zlitja starih glasbenih form, ki skupaj naredijo pol tisto, kar se reče Brechtov stil ali pa Weilov stil, če gledamo naprej. Ampak to ni stilistično usmerjeno, to ni nekaj novega, ampak je samo prepletanje enih zelo različnih stilov od prejšnje, iz zgodovine. In seveda, zdaj, če imaš pa pol srečo, da lahko delaš z solisti iz ljubljanske opere SNG Zbor, jaz sem zelo redko kdaj doživel tudi od profesionalnih pevcev, da ko smo zamenjali koncept finala pred približno koliko? En teden nazaj, tam nekje. En teden nazaj sva se midva z Ines srečala, pa sem rekel, da se lahko vse lahko pridejo tudi še ostali za finale, pa so vsi takoj prišli za finale, pa smo se samo sedli 2 minuti. To, ki je zdaj prej je to pel Peter ali Matej ali kakorkoli zdaj bo pela Ines, smo vse obrnili in potem mene ni bilo en par dni in ko sem prišel nazaj, smo šli to skozi in so oni to odpeli. To, za kar sem jaz celemu ansamblu, predvsem pa tem 8 članom zbora SNG Ljubljana, ki so daleko več kot člani zbora SNG Ljubljana. Oni so perfektni solisti, plesalci, igralci tudi in imajo izreden občutek za to, kako se naredi en tim. In ker je to moj sektor, jaz ne bom govoril o kolegi Škofu in Zrnecu, ki sedite na moji desni strani, ker je to drug department. Jaz sem pozabila še eno stvar reči, ker je koncept, uprizoritveni koncept, če pogledate tamle od zadnji, ki se vrtijo slikce, ste videli, da so hiške vsakič drugače. Skratka, te bele hiške, ki so od zadaj, so vsakič drugačne. In poleg nas, ki smo na odru, poleg nas 22, ki so na odru, je od zadaj še 9 fantastičnih odrskih delavcev. Delali so zjutraj, zvečer, popoldne, popravljamo vse, kar je treba, se pravi tisto, kar bom jaz še enkrat ponovila in prosim, da če vse ostalo pozabite, to vas prosim, da me citirate, jaz takega žara in profesionalne predanosti za dubiozen koncept še nikoli, mislim, že dolgo nisem doživela. Zato hvala ne samo ansamblu, opernemu ansamblu, bendu in dramcem, ki jih imam itak najrajši na svet, ampak tudi združenemu timu odrskih delavcev.
ker tudi ekipa, ki je odzadaj, ki je ogromna, je pomešana ravno tako kot na odru. Evo, to bi bilo to.